Že nekaj sezon po različnih mestih v Sloveniji pod takimi ali drugačnimi imeni potekajo kulinarična druženja na ulicah, ki so v svetu že dlje časa trend. Na teh dogodkih ne manjka odlične hrane, pijače in druženja. Tudi Murska Sobota bo dobila svoj festival ulične kulinarike imenovan Sočna vilica, ki bo potekal na tako življenja potrebni slovenski ulici in pripomogel k njeni oživitvi. Uradna otvoritev prve terase v okviru Tica oziroma tega prostora, ki smo ga pred meseci odprli, je samo korak k temu, kar želimo v mestni občini narediti, to, da vrnemo mestu dušo. Mesto je spalo že kar nekaj let in postopno, korak po koraku, ko ga moramo oživljati. Mi imamo zelo jasne načrte, kaj bomo z mestom naredili. Veliko smo o tem govorili tudi v javnosti, tako da se ne bi jaz ponavljal. Ravno danes potekajo pogovori tudi z nekaterimi arhitekti, ki jim bomo pokazali tisto, kar so študenti arhitekture in biotehnične fakultete narisali kot ideje in pristopili k konkretnemu izrisu tega dela mesta in ostalih degradiranih območij, ki jih želimo prenoviti. Namreč dejstvo je, da ko bomo kandidirali za sredstva iz naslova trajnostne urbane strategije, moramo imeti pripravljena gradbena dovoljenja, vse načrte in zato letos nekoliko hitimo. Odločitev, ki smo jo sprejeli pa v petek na kolegiju, na podlagi vseh seveda mnenj, želja in tako dalje, sugestij občank in občanov je pa ta, da bomo mestno jedro prenovili v celoti, da ne bomo flikali posamezne dele, ampak da ga bomo v celoti prenovili, kajti vprašanje je, kdaj bo spet naslednja priložnost, da iz sredstev, ki bodo za to na razpolago, to naredimo. Zagotavljam, da bo mestno jedro tako, da bo prijazno za pešce, prijazno za kolesarje, ne prijazno za avtomobile, ampak tudi dostopno. Govorimo o tako imenovanem delitvi prostora ali sharing space, ko se temu reče, to ni neka naša iznajdba, ampak se to uporablja v sodobnih mestih tudi drugod po svetu. Moramo rešiti veliko vprašanj še, kako je za dostopom za stanovalce, ki jih ne želimo pri tem omejevati, predvsem pa želimo, da se ljudje tukaj zbirajo, da v tem našem mestu uživajo. Do sedaj delamo to z dogodki, radi bi pa to naredili tudi z arhitekturo in z vsebino, ki jo bo dali razni gostinski lokali in pa tudi ostali, za katere sem prepričan, da bo mesto postalo zopet privlačno, da izvajajo tukaj svojo dejavnost in privabljajo tudi na ta način ljudi. Jaz bi se zahvalil Zavodu za turizem, kulturo in šport za njihove napore, celotni ekipi. Kot sem rekel, to je en korak k temu, kar smo na nek način napovedovali. Veliko tega bomo v letošnjem letu, naslednjo leto še storili. V Murski Soboti tako to pomlad začnejo s ponudbo ulične kulinarike na Slovenski ulici in meščanom, Pomurkam in Pomurcem ter obiskovalcem mesta ponudijo nekaj drugačnega in svežega. V skladu z svetovnimi trendi smo se tudi mi odločili za kulinarični dogodek, za poulično doživetje v kulinariki. Poimenovali smo jo Sočna vilica. Vsi, ki ste Prekmurci, veste, da govorimo o Sočni ulici. Nekako dvopomenko smo probali najti, zato seveda izpostaviti to, da gre za ulico, da bo to na tej glavni ulici ta dogodek in da bo seveda dišalo oziroma bo sočno. Gre za drugačno kulinariko, na nek način s tem dajemo priložnost gostincem, da se promovirajo, gostincem, predvsem kuharjem, da izživijo tisto, kar si ne morejo mogoče privoščiti znotraj svojih restavracij ali gostiln. In pa seveda vsem tistim obiskovalcem, da doživijo to popularno zgodbo, ki se širi po svetu. Ta kulinarična doživetja oziroma Sočna vilica se bo zgodila vsak drug petek, razen ko so soboški dnevi, ker se pač ne more pokrivati to. Vedno bomo privabili
5 mojstrov kulinarike, enega vinarja in pa enega pivovarja. Dogajalo se bo pa od 11. do 18. ure in upam, da bo 18. ura kmalu prezgodnja ura in da bomo to lahko podaljševali pozno v večer. No, dogodki se bodo seveda dopolnjevali, v petek boste doživeli recimo poleti sočno vilico, potem bomo tu šli na soboško poletje, v soboto želimo delati tu glasbene večere, imamo v načrtu, potem tudi kulinarika na soboških dnevih bo letos drugačna, drugače smo zastavili stvari nekako tudi v skladu s temi svetovnimi trendi. No, po novinarski konferenci vas pa vabimo seveda na novo teraso in upam, da je to tudi en korak bliže k oživljanju mestnega jedra. Samo še o temah bi rada povedala, seveda imate vse zapisano na spletni strani socnavilica.si. Teme smo pa nekako določili, sicer si pridružujemo pravico, da morda spremenimo kaj, ampak zdaj trenutno imamo naslednje teme. 20. maja, se pravi zdaj v petek, je to pomladno razvajanje, prav tako 3. junija, potem 17. junija burgerji in vse na žaru, 8. julija poletna dogajanja in 22. potem 5. avgusta hrana na kolesih in druga, oziroma po domače food trackerji, in drugi. 19. avgusta mednarodna kuhinja, 2. septembra jesenska razvajanja, 16. septembra mladi kuharji, blogerji, dijaki srednje šole za gostinstvo Radenci in pa zadnja, 10., to je 30. september, največje uspešnice Sočne vilice. Na prvi Sočni vilici, ki bo potekala že ta petek, se bodo tako predstavili Hotel Diana, gostilna Lovenjak, Sport S Grill, restavracija Maksimo, šunkarna Kodila in Radgonske gorice. Nekateri od njih so svojo ponudbo predstavili že včeraj. Ko smo dobili povabilo strani Zavoda za turizem, šport in kulturo Murska Sobota, smo se takoj odločili za sodelovanje, saj želimo soustvarjati zgodbo soboške ulične kulinarike. V hotelu Diana radi sodelujemo na takšnih, drugačnih prireditvah, posebnih dogodkih, ki pišejo zgodovino in ustvarjajo nove zgodbe za nas in seveda za ljudi, ki nas obiščejo. Izziv nam je, da gostom ponudimo doživetje v različnih oblikah, ali da se le za hip ustavijo, si naročijo hiter prigrizek in že odhitijo naprej, ali pa sproščeno uživajo v družbi prijateljev ob odlični lokalni in uličnih jedeh in da seveda ob tem naši kuharji brusijo svoje znanje in pridobivajo izkušnje tudi v tej ulični prehrani. Jedi smo izbrali glede na tematsko vsebino, ki na prvih 2 dogodkih nosi ime pomladna kulinarična razvajanja prvič in drugič, zato smo izbirali predvsem med sezonskimi jedmi, kot so čemaž, šparglji, bezgovi cvetovi, koprive, jagode, češnje, ter seveda upoštevali lokalne jedi, kot so mlečne kumarice, vinogradniški krompir, posolanka malo drugače in tako naprej. Naša pričakovanja so lepa, vendar ne prevelika, saj se morajo Sobočanci še navaditi na to, da ob petkih doma ne kuhajo. Pričakujemo pa seveda stojnice z raznoliko jedačo in pijačo za vse okuse, pa želimo si, da bi Sočna vilica postala res edinstvena kulinarična tržnica v Murski Soboti, ki bi prinašala svežino, predvsem pa, da bi postala stalnica vsak petek in da bi to ohranili še veliko let. Mi smo se z veseljem odločili za Sočno vilico, predvsem zaradi tega, ker sam turizem vidimo kot odlično hrano, odlično pijačo in pa predvsem povezovanje vseh, ki smo v turizem vključeni. To ne pomeni samo gostincev, ampak tudi vseh ljudi. Zato pričakujem predvsem od Prekmurcev, da se bodo Sončne vilice udeležili in bomo tako pokazali tudi vsem tistim, ki verjamem, da jih ne bo malo iz Slovenije, da pridejo in okusijo našo kulinariko. Zdaj, mi smo se za prvi 2 dela odločili tako po prekmursko,
Tistemu se včasih ni reklo street food, je se pa reklo hrana za sabo. In zato smo se, prvo bo klobasa v kruhu, za vse tiste, ki ste občutljivi na gluten, smo izbrali ajdov kruh, tako da boste lahko uživali tudi tisti. In to je tako, ko se je šlo pri nas v Prekmurje nekoč delati na njivo, to je bilo pretežno spomladi, kaj ne, so si vzeli nekaj za sabo, klobaso in kruh torej, domače testenine v zelovenjakovo zarebrnico, so si dali v pisker in pa na koncu se je bilo treba vedno tudi posladkati in zato smo izbrali retaš. Kakšen retaš? Saj vemo, da je retašov ogromno različnih okusov, boste pa videli, ko pridete na Sončno vilico. Mi pa imamo pričakovanja velika, pa ne zaradi tega, da bi bilo ogromno ljudi na prvem delu, ampak zaradi tega, ker verjamemo, da ta Sončna vilica ne bo zadnja, da je šele prva. Kaj se bo zgodilo na prvi, bomo videli, zagotovo bomo pa vsi skupaj z veseljem praznovali 10. obletnico. Tako da vabljeni vsi na Sončno vilico, da boste kaj nataknili dobrega za pojesti, ali pa da se boste na tej krasni ulici slovenski sprehodili po naši lepi Murski Soboti. Mi smo se odločili, če je že Sočna vilica, bomo za sočne narave nekaj napravili, se pravi, ga bomo delali šopek s fazanerije, vse, ko zdaj raste od zelišč do toga, ko smo malo na vegetarijance pomislili. Malo bomo uporabili še neko zimsko stročnic pa vseh teh stvari, ko je zdaj glih takšen čas, ko nam je ta pomlad še ne prinesla vsega toga, ko bi nam že moglo, ko ne imamo sonca zadosta, zato upam, da je zdaj sončno pa Sočno vilico. Dali mu vse v kri, en takšen, malo lepinjaste, te pa imamo še svinjsko dobro v kriji. Tam smo se pa odločili, ko pač te svinje, ko ste zdaj fajn poredile, malo kračice napravimo pod pekov, pa jih začinimo z vsemi pač svežimi zeliščami zdaj, malo prelivov damo gor, pa tako mislim, ko skupaj v petek uživali. Tako vsi lepo vabljeni, pa dober tek, pa na zdravje, pa vse te stvari pridejo te. Tudi mi smo se odločili, da bomo na tej lokalni sceni nastopili kot prvič, tako da bomo ofnuli to zadevo skupaj z vsemi ostalimi ponudniki in hkrati seveda smo se odločili, da bomo našim gostom oziroma vsem, ki bodo mimo hodili, ponudili nekaj sočnega, če je že Sočna vilica. Tako smo izbrali dušeno svinjsko ličnico, katero bomo ponudili skupaj na izbranem zavitku iz špargljev. Naš razpoznavni znak oziroma poslovne skupine Panvita so tudi šparglji in jagode, tako da smo to dvoje združili v sladici. Dodali smo zraven tudi eno posebno kremo iz mascarponeja, vanilija in seveda potem obogatili vse skupaj še s enim testom, katerega boste lahko okusili na sami Sončni vilici ali kakorkoli že. In seveda dobrodošli in prijeten kulinaričen užitek vsem skupaj. In seveda to je dokaz tega, da se tudi Prekmurci vemo združiti na taki kulinarični prireditvi. In seveda pozivamo vse tiste, kateri se še niso odločili za to, da stopijo skupaj in da Prekmurje tudi ponesemo ne samo v Ljubljano, ampak tudi v širši svet.